Sandri Lorenčič o temi ženske in tranzicija. Moram priznati, da se bo zdaj po tej temi zelo težko zbrati, ampak vinska kraljica spada v kategorijo misli, tako da ni šala. Skratka, drage dame, kolegice, dragi kolegi, že večina predavateljic danes tematika v prispevkih, razpravah kaže na to, da je tema, ki je danes obravnavana, izjemno specifična, predvsem pa izjemno kompleksna. Torej, v današnjem prispevku bom ovrednotil položaj žensk v poslovnem, gospodarskem svetu, v tem najnovejšem obdobju, seveda v širši mednarodni perspektivi, posebej znotraj okvira Evropske unije. Malo bom pa posegal tudi bolj udaljeno preteklost, zlasti zato, ker, kot je danes že bilo slišano, v zadevni tematiki oziroma problematiki gre za proces, ki se pravzaprav izjemno počasi približuje oziroma napreduje. Skratka, živimo v 21. stoletju, ko je ogromno govora o enakih možnostih med spoloma. Imamo napredno zakonodajo z tega področja, ženske imajo radno enake zaposlitvene in izobraževalne možnosti, pa vendarle vsi objektivni kazalniki pričajo o tem, da je položaj žensk v primerjavi z moškim v precej podrejenem, neenakopravnem, neenakoprednem položaju. Govorim seveda o tem ekonomskem področju, na ostala se ne bom spuščal. Kje so vzroki? Med drugim so seveda vzroki v tradicionalnih stereotipnih predstavah o moški in ženski vlogi, o razlikah v socializaciji in tako naprej. Seveda vzrokov je še in še, malo podrobneje se jih bom dotaknil v nadaljevanju. Torej, dejstvo je, da se je skozi zgodovino in še danes je temu tako, da govorimo v pretežni meri o institucionalizirani spolni delitvi dela. V večji meri še to drži danes, namreč nekako še vedno verjamejo, da naravna vloga žensk skrb za otroke, gospodinstvo in na drugi strani vloga moškega skrb za delo izven doma, skrb za finance in tako naprej. Ko smo danes že slišali, je posebej v preteklosti ženska je bila popolnoma v podrejenem položaju, najprej doma v odnosu očeta, brata, se pravi primarni družini, kasneje tudi po poroki v odnosu do moža. Prvi večji premik na tem področju, kar zadeva vlogo žensk na področju dela, je pomenila industrializacija. V tem obdobju začnemo govoriti o tako imenovanem dvojnem bremenu za ženske, se pravi, da je ženska poleg dela doma začela opravljati tudi delo izven doma, kar je na nek način tudi pozitivno vplivalo na položaj žensk, predvsej kar zadeva njeno samostojnost, neodvisnost. Seveda, skozi zgodovino so k izboljšanju položaja žensk pozitivno vplivala tudi feministična gibanja. Po letu 1960 vidite, da smo bili priča prvemu močnejšemu feminističnemu valu, tako imenovanemu feminizmu drugega vala političnega gibanja za pravice žensk. Še enkrat, kot je bilo že razvidno, kot tudi v nadaljevanju jasno, pa so ti premiki bili zelo počasni. Torej, z osamosvojitvijo leta 1991 smo prešli tudi v nov družbeno-politični sistem, v nov ekonomski sistem in Slovenija, kot veste, je polnopravna članica Evropske unije in tako kot tudi velja za ostala področja, se pravi monetarno področje, fiskalno, bančno in tako naprej, tudi na tem področju, kar zadeva enako spolo, pravzaprav sledimo smernicam Evropske unije. Se pravi, obe, tako Evropska unija, kot posledično tudi Slovenija, pa že leta težita k čim večji enakosti med spoloma. Torej, kot vidite, politika enakosti
bistveni sestavni del predvsem pri dveh vprašanjih, kar zadeva ekonomsko področje. Gre za področje oziroma vprašanje gospodarske rasti in zaposlovanja in na drugi strani vprašanje demografskih sprememb, ki je sploh širši problem, ne samo kar zadeva problematike žensk. Torej, uravnotežena zastopanost spolov na mestih odločanja je sploh ena od prioritetnih področij udejstvovanja Evropske komisije. Kot sem že omenil, pa tudi danes, če izhajamo iz današnje perspektive, kazalniki pričajo o tem, da je položaj žensk na področju oziroma na trgu dela v precej slabšem položaju, ali je slabši, kakor je položaj moških. To se kaže, samo če pogledamo te najbolj objektivne makroekonomske kazalnike na področju brezposelnosti, prevladujejo ženske, tudi podprečna bruto plača ženske nižja. Ženske podjetij pogosto ne uživajo enakih pravic in tudi na vodilnih, najvplivnejših mestih pravzaprav prevladujejo moški. Če pogledamo podatke iz prve polovice leta 2008, ugotovimo, da je bil položaj žensk v primerjavi z Evropsko unijo nekoliko boljši, vsaj kar zadeva določene kazalnike. Kot vidite, je zaposleno žensk v Sloveniji bila 61,8%, v Evropski uniji na primer 57,2%. Tudi kar zadeva poprečno plačo žensk, je Slovenija bila v precej boljšem položaju kot nekatere evropske države. Kot vidite, spadamo v skupino, ki beleži najmanjše razlike v poprečju plači med spoloma. Približno 10% oziroma manj kot 10% so te razlike. Kar se mi zdi zanimivo, da so največje razlike v plačah med spoloma, recimo v Avstriji, Nemčiji in tako naprej. Kar je še pomenljiv podatek, je, da je tudi, če pogledamo strukturo menedžerke, pa najvplivnejših delovnih mest, vidno, da imajo menedžerke višjo izobrazbo kot menedžeri. Recimo, leta 2008 je bila v Sloveniji, vidite, v poklicni skupini direktorjev in menedžerjev družb oziroma manjših družb, skoraj da 68% žensk visoko izobraženih, oziroma je bilo visoko izobraženih, medtem ko med moškimi je ta stopnja dosegla slabih 54%. Zdaj, recimo, če izhajamo iz dejstva, da danes je recimo podatek, da čista fizična sila, ali pa čista ta proizvede, oziroma predstavlja 3% bruto družbenega proizvoda, je jasno seveda, da je struktura sama gospodarstva se po letu 90 sicer seveda izjemno spremenila. Prešli smo iz tega industrijskega dela v izrazito storitveno družbo, tako da pravzaprav to pogledno ni več nekih ovir, ki bi recimo preprečevali, da bi lahko se ženske veslovali na tudi ostalih teh področjih, kar zadeva terciarni, kvartiarni sektor in podobno. Če pogledamo članstvo uprav največjih evropskih podjetij, gotovimo, da je v njih zgolj 14% žensk in samo 3% jih ima predsednico uprave. V Sloveniji, tukaj je podatek za leto 2012, pa vidite, so ženske v upravah predstavljale pravzaprav dobro desetino. Zdaj, tukaj je mogoče malo bolj razvidno. To je podatek iz leta 2010 za 17 največjih slovenskih družb. Vidite, da je pravzaprav število žensk v slovenskih upravah v teh podjetjih bilo le 6%. Kar je še bolj seveda zaskrbljujoče, oziroma tukaj imamo 6% je enako, pa je seveda, kar zadeva predsednice oziroma predsednice uprav. Se pravi, v 17 največjih družbah na borzi je bilo leta
20 let 6% predsednic uprav. Skratka, z napredkom, ki ga beležimo v Evropski uniji v zadnjih letih, povprečju, vidite, 0,5% točke letno, tako predvidevajo raziskave, bo trajalo 50 let, da bomo v Evropski uniji dosegli uravnoteženo zastopanost žensk in moških v upravah. Kar je že bilo rečeno, da kljub zakonodaji, ki bi naj moškim in ženskam omogočila enake možnosti, enakovreden vstop v izobrazbe so v Sloveniji in tako v Evropski uniji ženske na trgu delovne sile še vedno v podrejenem položaju. Zdaj, kar zadeva položaja žensk v času socializma, smo danes že slišali kar precej, zato tukaj ne bi izgubila preveč časa. Vendar lepa bi se osredotočil na nekaj pomembnih mejnikov, ki danes niso bili omenjeni. Dobro. Podrobnejše, oziroma natančno si boste razporedili, lahko prebrali v referatu. Torej, poleg tega, da smo po letu 90 dobili vlad za žensko politiko, pa da so se v srednjo policijsko šolo lahko pisali tudi ženske in podobno, je seveda ključno, je najbolj pomembno, kar zadeva obdobje druge Jugoslavije, dejstvo, da je tudi zakonodaja precej vplivalo na izboljšanje položaja ženske, kar zadeva ekonomsko področje. Se pravi, poleg splošne volilne pravice, ki so dobile ženske, je zakonodaja določala tudi enakopravnost spolov, pravico do enakega plačila za enako delo, dostop do vseh javnih služb in tudi enakopraven odnos v izobraževalnem sistemu. V 80-ih letih minulega stoletja, tudi seveda ne samo na tem našem področju, na območju druge Jugoslavije, ampak tudi seveda širšem razvitem zahodnem svetu, prišlo do premika. Pomemben menik je vsekakor so bila 80. leta, ko je, kot vidite, pomemben kazalnik postal ta delež žensk na položaj. Moče pomembna prelomnica, tudi leto 86, ko je Wall Street Journal zapisal, da so tudi najbolj pokončne in uspešne ženske na poti do najvišjih vodstvenih položajev srečajo z neprenosljivo viro, s tako imenovanim steklenim stropom. Zdaj podrobneje o tem malo bolj o nadaljevanju. Kasneje, nekaj let nazaj, kot vidite, 2007, pa sta avtorici Igre in Padli še uvedli koncept labirinta in temu konceptu, oziroma tako imenovanem steklenemu stropu, dodala ta koncept labirinta, ki bi naj ponazarjal, da karierna pot ni neenostavna, ne enosmerna. Po njunem mnenju, preden ženska zasede vodilni položaj, se namreč sooči z ovirami že na ravni srednjega menedžmenta in ne le pri najvišjem, kot je razumljeno v metafori steklenega stropa. Zdaj, kot rečeno, kot v Evropski uniji smo tudi v Sloveniji težili od osamosvojitve naprej k čim večji enako, že prej seveda, če govorimo o tem zadnjem obdobju, čim večji enakosti med spoloma, med drugim je tudi ta strategija razvoja malega gospodarstva sprejeta leta 1996 opredelila ženske kot eno od silnih podjetniških skupin, ki naj bi jih podprli pri uresničevanju njihovih poslovnih možnosti. Dejstvo je, da je naloga tako Evropske unije kot tudi Slovenije čim bolj širiti priložnosti za ženske podjetnice in ustvariti okolje, pravzaprav, ker se ženske lahko tudi na tem področju čim bolj podestrujejo. Zdaj, še nekaj osnovnih podatkov oziroma meni zanimivih. Kot vidite, se je Slovenija leta 2009 po merilu razporejenosti moči po spolu uvrščala na 34. mesto. Zdaj, od držav članic Evropske unije jih je bilo pred njo 14, kar je pa še bolj pomembno, seveda, zdaj eno je zastopano žensk v politiki, ki je merjena z delež v parlamentu, kot vidite, Slovenija dosega 10% udeleženosti po aktivnosti in moči odločenja,
ki je merjena z deležem žensk na vodstvenih in vodilnih položajih ter z deležem žensk na tehničnih in strokovnih položajih pa je dosegla 34 oziroma 56%. Zdaj, kar sem že uvodoma nakazal, zdaj, kje so vzroki, da ti odstotki niso višji, kar zadeva udeležbo žensk na najvišjih položajih. To seveda v prvi vrsti ni zgodovinsko vprašanje, gre seveda tako za sociološko, antropološko, tudi psihološko vprašanje in tako naprej. Zdaj, različni avtorji, jaz bom tukaj seveda vsaka alineja zahteva ali pa bi potrebovala dodatno obrazložitev, jaz se bom samo na kratko preletel. Seveda, ena od ključnih težav, kako to imenuje, vsekakor ta razpetost ženske oziroma vprašanje glede na eni strani karijere in na drugi strani materinstva, družine. Potem je seveda tu izredno pomembna mreža institucionalnega varstva otrok, pomanjkanje samozavesti, različni predsodki, stereotipi. Žal se še danes je temu tako, oziroma so še vedno precej prisotni, tudi problematika diskriminacije, pomanjkanje mreže poznanstev, manjša geografska mobilnost in zopet pridem do tega tako imenovanega steklenega stropa, ki v bistvu ne pomeni nič drugega kot to, da v managementu pomeni točko, kjer sicer ni objektivnih razlogov, da ženska ne bi napredovala na vrh, se pravi, da ustreza vsem nekih objektivnim relevantnim kriterijem. Obstajajo pa nevidne ovire, ki so predvsem v obliki predsodkov, stereotipov, te ovire vstavljajo in omogočajo napredovanje določenim skupinam. Tukaj mogoče v to skupino ne sodijo samo ženske, kot vidite tudi pripadniki in pripadnice rasne etnične manjšine in tako naprej. Zdaj, različni avtorice teh ni malo, pravzaprav kot ključno problematiko, ključne vzroke, kot vidite, se v večji meri navajajo premalo tudi vzornic, primere dobrih praks, teže postavljene poslovne mreže in tako naprej. Zdaj, najnovejši podatki, ki obstajajo, so iz maja leta 2014, vse te imam. Kot vidite, je lepši spol predstavlja 28% vseh podjetnikov. Nobenega velikega državnega podjetja ne vodi ženska in v upravah so povprečje vstopljene 17%. To je generalno vsak ta podjetja. 92% podjetnic v Sloveniji pa vodi mala podjetja z manj kot petimi zaposlenimi. Zdaj, teh izjav, primerov dobre prakse ne bom bral. Dejstvo je, da se pravzaprav vse menedžerke, oziroma njihove izjave so si v večji meri podobne. Država, s katero se pravzaprav ukvarjajo, ta razpetost oziroma vloga oziroma pomarjanje skozi življenje, oziroma razpetost na eni strani med kariero, na drugi strani družino. To mislim, da je edino oziroma glasno vsem. Kaj še mi zdi pomembno za konec, kot to velja za politično področje, se v zadnjem času Evropski parlament, Evropska komisija trudi, da bi uvedla tudi ženske kvote v gospodarstvu. Kot vidite, se začelo pred 2 letoma, ko je tedanja komisarka za pravosodje predlagala, da bi v okoli 5000 podjetij, ki kotirajo na borzi, do leta 2020 se zagotovilo, da bi 40% neizvršnih članov oziroma njihovi pravni odborov predstavljajo ženske. Ta predlog pripada vodo. Komisija se še vedno ukvarja s to problematiko, vendar, kot vidite, je na mizi pravzaprav še le razvodenel kompromis, po katerem uvedba kvot ne bo zavezujoča, temveč le politični cilj. S to kvoto, oziroma s to idejo se ukvarjajo, oziroma so prišle na to idejo tudi nekatere države, najbližja Italija, ki je
približno 2 letoma, mislim, da uvedla tako imenovane roza kvote. Realizacija pa še vedno zelo nizko. Tako da, če sklenem, dejstvo je, kot že povedano, oziroma kot je danes bilo že večkrat omenjeno, položaj žensk v primerjavi z moškimi je še vedno precej neenakovreden, neenakopraven, precej podrejeven položaj. Zdaj, glede na to, da nobena raziskava, vsaj koliko je meni znano, ne govori o tem, oziroma ni dokazano, da bi ženske kot menedžerke oziroma ženske na najvplivnejših mestih bile manj uspešne. Nasprotno, koliko poznam določene avtorje, govori se le o tem, da način vodenja ženske je morda malo bolj specifičen oziroma se določenih komponenta razlikuje od moškega, ampak to v pozitivnem smislu. Poprečju, da imajo večje sposobnosti, kar zdajva povezovanje, so bolj čustveno inteligentne vojde in tako naprej. Tako da upam, da bomo v naslednjem obdobju videli več žensk na najprej